Ko pride odločilni trenutek, vsak Slovenec začuti, kaj je njegova naloga. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci krščanske televizije Exodus. S temi prejšnjimi besedami sem vam želela predstaviti našega današnjega gosta, ki s temi besedami živi že skoraj vso svojo življenje. Torej, z veseljem vam predstavljam gospoda Boštjana Kocmurja, dolgoletnega predsednika društva, sedaj pa generalnega sekretarja Društva Slovenija v svetu. Lepo pozdravljeni v našem studiu, gospod Kocmur. Dober dan, tudi vi. Kako ste? Ja, v redu. V redu? Je bila dolga pot? Pot? Niti ne. Niti ne. Niti ne. Takole, bi nam morda za začetek želeli predstaviti vaše društvo, namen društva, nastanek, kako delujete? Ja, no, Društvo Slovenija v svetu letos praznuje 20 let kot naša država. Nastali smo iz potreb, ki smo jih zaznali v letu sprememb, letu 1991. Skupina Slovencev, ki smo se znašli v Ljubljani tisti čas, smo nekako bili nagovorjeni, da bi le nekatere stvari premaknili. To se pravi, so bile v tistem letu prvi obiski, taki skupinski obiski iz izseljenstva, največ iz Argentine na začetku. Potem so se dodajale še iz ostalih držav, to se pravi pretežno iz prekomorskih držav najprej, ker je bila ta stik najmanj izkoriščen. Potem tudi iz Evrope. Danes nekako pokrivamo, tako rekoč, večina slovenskih skupnosti po svetu. Ključ tega medsebojnega sodelovanja so pa programi, ki jih nekako izoblikujemo po potrebi in pač po naročilu. Zdaj, naš nastanek, se pravi, je bilo iz neke potrebe, neka izkoriščena niša iz preteklosti. V času pred osamosvojitvijo, verjetno veste, edina organizacija obstoječa je bila Izseljenska matica. Zatem so pol se nastajale razne organizacije. Svetovni slovenski kongres, Slovenija v svetu, Rafaelova družba, ki je pač kot v okrilju cerkvena organizacija, danes tudi financirane od strani države, ne. To so vse organizacije, ki nekako so usmerjene v potrebe Slovencev po svetu. Zdaj, prvi člani, tako rekoč, ob ustanovitvi smo bili Slovenci, ki smo prihajali iz raznih koncev sveta. To se pravi, največji del iz Argentine, tistikrat v letu 1991 nas je bilo okoli 100, tako rekoč, mladih ali pa nekateri poročeni, neporočeni, ki smo nekako se združili in ustanovili to organizacijo. Dodajali so se tudi iz raznih koncev Evrope. Danes imamo tudi predsednika iz Pariza, ne. To se pravi, da ta stvar se nekako razvija v pač oblikah, ki zahteva tudi čas, ne. Začeli smo nekako s pretežno prvo in drugo generacijo Slovencev, to se pravi Slovenci, ki so odšli v tujino in njihovi otroci. Danes se pretežno ukvarjamo z vnuki. Če recimo govorimo o včerajšnji prireditvi, to je bila prireditev tretje generacije, od vodenja do nastopov. Tako da nekako sledimo času in tudi način nagovarjanja se spreminja, ne. To se pravi, za tretjo generacijo je zelo odločilnega pomena, da se jim približa Slovenijo, da se jim omogoča neposredni stik s Slovenijo.
tudi da gojijo kulturo, jezik v pričakovanju, da bodo prišli v Slovenijo in mogoče tudi lahko pokazali pač to, kar so si v tem času veliko naučili ali pa vadili. Se tudi poslužujemo sodobne komunikacije, to zapravo tudi mladinske skupine so zelo dejavne v tem povezovanju preko Facebooka, preko raznih teh medijskih pripomočkov. Tako da nekako je ta razvoj zelo dinamičen. Zdaj skušamo tudi, ker je pretežni del naše dejavnosti z mladino, tudi vključujemo nekako novo ekipo, ki bi bila tudi blizu tej populaciji, katero nagovarjamo. Seveda tukaj ni samo mladina, so tudi pač že dolgoletni sodelavci oziroma podporniki sveta, ki se srečujemo na teh taborih, kot je bil to nedeljo, in pač prireditve, ki se tudi dogajajo po svetu, kjer smo tudi prisotni. Poglejte, omenili ste, da se zdaj veliko mladih poslužuje teh sodobnih tehnologij, kot so Facebook, da ostanejo v stikih. Kako pa ste takrat, daljnega leta 1991, vi stopili z drugimi v stik? Takrat vemo, 20 let nazaj ni bilo tega. Ja, to se pravi, je bil faks kot ena velika, ena velika prednost zaradi časa, ne? Čeprav mehansko. Stiki so bili nekako med izseljenstvom že zastavljeni. To se pravi, v letih pred osamosvojitvijo je bila nekako zapora na slovenski meji, če se tako izražam. Drugače komunikacija je potekala zelo pogosta z zamejstvom, posebno preko Drage in raznih teh intelektualnih krogov v zamejstvu in na Koroškem, to se pravi preko Mohorjeve družbe, preko Drage in tudi te pač intelektualne sfere, nekako to so se izmenjevali tudi knjige, predavanja, ne, so se vrstila tudi preko morja. Razne organizacije, ki so recimo na področju kulture, kot Slovenska kulturna akcija obstajala, ne, tudi v tem svetovnem merilu. Tako da mi smo bili nekako, smo lahko nagovarjali ali komunicirali že z obstoječimi naslovi, ne. Zdaj nekaj je šlo preko pisem, preko telefona, tiskati zelo drag. Faks je bil najbolj praktičen za te hitre povezave. Ja, to pomeni, da ste se v bistvu že takrat zelo dobro znašli. Ja, mislim, to je bilo videti na razpolago, ne. Ja. In kako ste se v bistvu odločili ustanoviti to društvo? Glejte, to je bilo v bistvu, za nas so vedeli, ker smo, to zdaj jaz prihajam iz Buenos Aires, Argentine. To je bil vabilo prve Demosove vlade, so dali na razpolago 10 štipendij za Slovence živeče v Argentini. In sva z ženo, tiskrat še brez otrok, se vpisala in tudi pač bila izbrana. Ko smo že imeli karto v roki, se je pač zgodil ta napad jugoslovanske armade na Slovenijo in zapora mej. Mi tiskrat smo si tako odločili, da pridemo kljub vsemu, da pridemo sem. Ni vas odvrnilo to?
Ne, ker je bilo tudi destinacija preko Milana v Slovenijo. Ne? To se pravi, da v tistem slučaju, če ne bi bilo možnost vstop v Slovenijo, bi nekako v bližini ostali. Ne? No, potem po mesecu in pol so bile pol meje odprte in smo potem prišli in dobro, zdaj se že izpolnjuje 20. leto. Hočem reči, za nas so tudi vedeli, to se pravi ljudje po svetu, ta povezava, ki je obstajala, ta diaspora. In konec leta 1991 so se delegati raznih slovenskih skupnosti, od Avstralije, Kanade, Evrope, Amerike, Argentine, odločili, da ustanovimo tole društvo. Tistkrat smo bili samo mi, ena peščica, ki smo se nekako pojavili tukaj, še se nismo čisto umsko preselili, ne? Ja. Ker ni bilo dela, ni bilo še nobenih pogojev za nekaj stalnega. Enostavno so nam dali nalogo oziroma zaprosili, če bi mi ta projekt izpeljali. In tako da smo konec leta 1991 to nekako formalno izpeljali. Februarja 1992 je bila pa registrirano. Tiskrat je bilo, procedura je bila dost naporna. Danes ustanoviti društvo je to stvar meseca. Ne. Se trije zberejo, tiskrat je bilo treba, zdaj ne vem, če bom točen, ampak mislim, da je bilo okoli 16 podpisnikov ustanovnih. Ne. In s slovenskim državljanstvom tudi tiskrat je bil problem. Ne. Jaz sem teden pred registracije šele državljanstva dobil ugotovljeno. Ne. Tako da so bile stvari malo tako, se je bilo treba nekako priboriti. No in od tam dalje je ta stvar dobivala eno svojsko obliko na podlagi potreb, ne? In naročil. Najprej je bilo to brez državne uradne podpore, smo se recimo na občinski ravni smo dobili ogromno teh podpor, posebno, ker je pač Slovenija emigracijska država, tudi vsaka občina ima ljudi po svetu in je ta stvar funkcionirala nekako prve 5 let dost uspešno. Potem se je ta stvar nekako, ta sponzorstva in podobne stvari so se malo recimo pogojevala in je to ratalo nekako težava in se je pol nekako država bolj angažirala in danes smo od leta 1997 tudi profesionalizirani kot služba. Ne. Včasih je bilo to delo nekako ob službah, ob drugih dejavnosti. Tako da od tiskrat dalje smo pol nekako profesionalna služba, najprej z enim zaposlenim, potem pa še z 2. To zato tako funkcioniramo in z občasnimi sodelavci. Vi ste bili predsednik društva vseh 20 let. Tako, do letos. Do letos. Februarja. Tako, letos vas je nadomestil kdo? Doktor medicine, dr. Branko Zorn, ki je tudi, to se pravi, ko je bil star 6 let v izseljenstvu, doštudiral v Parizu in se pred 15 leti vrnil v Slovenijo. Je bil tudi zelo dejaven v teh pariških krogih, v času osamosvajanja tudi, tako da je bil primeren kandidat za nadaljnje delo, tako da tudi v smislu, da delitev profesionalne službe, katere sem jaz nekako od leta 1997 tudi zaposlen, in obenem predsednik, da se to tudi malo ločuje, da se te stvari tudi mogoče malo bolj, bi rekel, vsak dodaja še nekaj lahko in v smislu pestrosti.
Ja, takole, naj vam povem, drage gledalke in gledalci, da smo tudi kratek pogovor opravili s sedanjim predsednikom društva, doktorjem Brankom Zornom. Pa si ga poglejmo. Poleg 18. tabora Slovencev po svetu letos obeležujemo tudi 20. obletnico osamosvojitve Slovenije. Morda bi najprej rekla nekaj besed o tem slavnostnem dogodku. Ja, sama samostojnost Slovenije je za nas, ki smo dolgo leta živeli v tujini, neka reč maksimalna, nek dogodek, ki ga težko kateri drug lahko preseže. Slovenci smo bili po srcu, ampak države nismo imeli, zdaj pa 20 let jo imamo in smo del drugih, državah, drugih, kot smo slišali danes jutri, nacijah v Evropi in v svetu. Res je težko z besedami povedati tukaj, kaj za nas to pomeni. Velikokrat smo se, niti lahko te mlade generacije ne vejo, ampak za take kot mi, ki smo tudi bili, tudi rojeni po vojni, ampak smo imeli že dovolj izkušenj s tem sobivanjem z drugimi republikami in vemo, kako je bilo težko, vemo, kako je bilo ta dogodek pričakovano. En res super dogodek za Slovence, to je ne samo bitka, ne samo vojna, ampak tudi potem priznanje, da smo tudi Slovenci sposobni imeti lastno usodo v rokah. Zelo lepo. Iz vašega začetka sem ugotovila, oziroma ste sami dejali, da ste nekaj let prebivali v tujini. Ja, zdaj sva se žena in otroci vrnila iz Pariza, točno 16 let nazaj. In jaz sem otrok delavcev, ki so se nekako izseljevali iz Slovenije nekaj let pred leta 60. To lahko rečem, da je bila tista ekonomska emigracija. Nato z bratom sva tam doštudirala in potem je prišel čas tudi, da smo si izbrali žene. In moja žena je bila veliko rodoljubica in rada mi je stalno, odkar se je pridružila k meni v Pariz, in mi je stalno samo govorila o našem edinem cilju, kdaj se vrnimo v Slovenijo. To se nam je posrečilo, to smo počela takrat, ko je starejši sin dosegel 15 let. Sva se takrat odločila, sva rekla, da je treba narediti korak in sva zadovoljna, zelo zadovoljna o tej izbiri. Ja. Kako so pa recimo vaši otroci prenesli to, da ste se vrnili nazaj v Slovenijo, glede na to, da ste rojeni in, kot ste rekli, starejši sin je 15 let živel tam? Ja, gledajte, vsi trije so se popolnoma utopili v slovensko družbo. Seveda vsi trije znajo perfektno francosko govoriti, ampak mislim, da so Slovenci, 100%. Torej tudi po rodu in duši Slovenci. Ja. Tako. Bi se morda začasno vrnili 20 let preteklost in bi našim gledalkam in gledalcem osvežili spomin z nekaj najpomembnejših dogodkov takrat. Takrat ste bili še v Parizu, ne? Takrat sem bil še v Parizu, ampak kot intelektualec in kot kristjan sem tudi obiskoval to društvo Slovencev v Parizu, ki je imela sedež v
v Chatillonu, to je ob robu Pariza, in tam seveda zelo hitro smo čutili, ne, da se nekaj pomembnega dogaja v domovini in nastal je takrat, mislim, program, aktualen je bil program Svetovnega slovenskega kongresa, za katerega sem bil tudi sam predstavnik Francije. In če govorimo prav o osamosvojitvi Slovenije, lahko rečem, da smo bili na dnevu, mislim, te proklamacije samostojne Slovenije, 25. junija v Sloveniji, smo se vozili cel dan iz Pariza. Zakaj? Kajti 26. junija bi moral začeti se kongres Svetovnega slovenskega kongresa. In to se je točno tako zgodilo. Mi smo prišli v Slovenijo, je bilo zelo soparno vreme, takrat v Ljubljano, za dvig zastave. Naslednji dan pa so bili že bombardirane in tisto letala in to in to. Vrnili smo se tudi, tako bi lahko rekli, zelo v enem sovražnem ambientu iz strani jugoslovanskih še oblasti. Takrat so imeli še kontrolirali meje, ampak dobro. In kako smo se vrnili? Smo se vrnili 29. junija, kajti isti dan smo pa imeli pa nastop na trgu človekovih pravic v Parizu, na Trocaderu, kjer s Hrvati smo protestirali. Tako da je zame to nedotaknjeno, zelo tako herojsko malo se čutim. Dogodek, ki vas bo spremljal vso življenje. Ki bi lahko bil popolnoma zraven, ampak čeprav smo bili angažirani že v Parizu in smo imeli tudi stike, veliko smo hodili po državnem zboru pariškem, po senatu, da smo preprečevali čim več politikov. Dobro, jaz kot zdravnik sem bil malo manj zraven, ampak dobro, ko je bilo pomembno, smo se udeležili. Pisal sem tudi celo takratnemu nasprotniku francoske politike, to je bil bodoči potem Chirac, predsednik, kajti Chirac javno televiziji en večer je nastopil in javno povedal, da tukaj gre za Srbe kot napadajoči in kot žrtveni ljudi Slovenci. Se mi zelo tako čudno, da je to izjavil, da sem mu tudi pisal in sem mu zahvalil. Ja? Kot sem že omenila, letos poteka 18. srečanje tabora Slovencev po svetu. Opazili smo, da število članov in obiskovalcev v bistvu vsako leto narašča. Mar to pomeni, da se vedno več Slovencev v ozemljstvu zaveda svojih korenin? Ni nujno, težko je reči, zdaj na podlagi štetja iz enega srečanja do drugega, da kaj narašča, pa da kaj pada. Veste, tole društvo je nastalo 21 let nazaj in takrat, mislim, kot Smur, ki je bil izseljenec iz Argentine, je čutil to potrebo, ne, da nekako mora biti društvo v Sloveniji, ki nekako spremlja izseljence, za katerih to društvo bi skrbelo za hranjenje jezika, za hranjenje kulture, bi pomagala vrnjencem, ki bi si želeli vrniti. Je bilo mišljeno bolj za Argentino. In tudi se nam zdi pomembno, da to društvo ima to, bi rekel, že v tradiciji, da mu je še enkrat ta tematika izseljenstva zelo pri srcu. Se nam zdi pomembno, da ne pozabimo. Ne? Za nas izseljenstvo je nek podatek, ki kaže na neurejeno družbo. Ne? Vsej,
v vsaki družbi bo se dobi 1%, ki bo šel po svetu in ti se si ne boš znal razlagati. Ne. Ampak mi si želimo, da bi bilo čim manj takih, ki bi hodili za kakšen kruh, da bi morali zapustiti domovino, tudi za višje izobraževanje. Država mora skrbeti za izobraževanje, da je visoko šolstvo urejeno, da tudi lahko služi, da je gospodarstveno sposobna zagotoviti tudi delovna mesta ljudem, ki so študirali. In kmetu tudi normalno življenje. Ne. Tako da to ostane naša, bi rekel, prioriteta. Zdaj, da se Slovenci spomnimo na naše korenine, ne, ste omenila, ne, da se nam zdi pomembno. Glejte, Slovenci smo bili, imam tako občutek, ne, da Slovenci vse posod smo, premalo smo samozavedni, premalo tudi še, niti ne čudimo, ne, da imamo državo, da smo pač enako vredni, naprimer kot en Italijan pa en Francoz. Tisto nam ni še prišlo v glavo, imam še vedno v glavi tiste knjige od Rota, tale Kapucinska kripta ali pa tisto, kjer opisuje, kako so bili Slovenci, ti so izobraženi, še vedno v času Avstro-Ogrske so hoteli pokazati, kako so dobri, kako so hvaležni, kako so zaupljivi, ampak da so pripadniki nekega cesarja ali pa tisto. Ne. Tisto nam je pašalo. Danes moramo narediti korak naprej. Smo samozavedni, smo sposobni in tudi služimo, pripadamo državi Slovenija. To moramo si dati v glavo. Nismo še naredili ta korak. Tako da, po drugi strani, kar je povedal župan, že danes mi zdi zelo pomembno, ne, da ne gledati več izseljenstvo kot zgubljen del Slovenije. Ne, treba malo ravnati s tem izseljenstvom malo drugače. Ne. Je del nas, moramo dobiti neko sodelovanje, ki ni samo tisto vrni se ali pa tisto tukaj tvoj dom, pri nazaj. Ampak lahko, da si pomagamo, da to slovenstvo nas povezuje in da lahko od tega tudi pride kaj pozitivnega ven. No. Ne vem, se mi zdi danes, da je lepo govoril, drugače gledati na izseljenstvo, drugačen pogled. Ampak mi moramo pa biti toliko močni, da nekako branimo naš jezik, da branimo naš ponos in da smo del Slovenije. Danes je bilo na programu veliko stvari. Začeli ste z mašo na prostem, sledila je okrogla miza na temo Slovenci po osamosvojitvi Slovenije oziroma sodobne mednarodne selitve. Nato je bil piknik in potem na koncu še nadvse zanimiv kulturni program, v katerem so med drugim nastopili mladinski pevski zbor, Mi smo iz Clevelanda, dijaki Rast 40 iz Argentine, kvartet Slomšek iz Belgije in še veliko drugih. Kako dolgo traja organizacija takšnega dogodka in kdo vam vse pri tako velikem projektu priskoči na pomoč? No, vsako leto, ko pripravljamo bodočo sezono, najprej razmišljamo, kaj bi bila ta tema razmišljena letos. Ne? Potem vsak upravni odbor je velik, mislim, močan za 8 ljudi. Vsak prinesemo na mizu neke projekte, ne? In potem se tako odločimo. Kar se tiče pa kulturnega programa, je potem pa to nekako sloni na različne projekte, ki so bili odobreni našemu društvu iz strani urada. Primer, iz nekega kupa projektov, možnih projektov, se Slovenija sveta opredeli za določene projekte. To je sprejeto iz strani urada in urad
financira v glavnem, ne, veliko pomaga. Se vpraša, kdo je tam zadaj, ni nobena skrivnostna zadeva, mi smo še enkrat prostovoljna, skupina, ampak ki sloni še enkrat na veliko donacijo iz strani države. Morda še nekaj besed, gospod Zorn, za konec najinega pogovora našim gledalkam in gledalcem. Ja, ker govorim za Exodus, ne, mislim, da hočeš nočeš, mislim, da je treba poudariti tukaj, kako so bili, naprimer, kako je bila naša pripadnost, verska pripadnost, kako so bili duhovniki nasplošno pomembni pri ohranjanju tega, kar znamo tukaj še pokazati. Ne. Ampak še enkrat, za nas so pomembne določene vrednote, spoštovanje, prijateljstvo, delo, ne, napredovanje, družina. Dobro, in to so take teme, mislim, da se moramo boriti naprej, da v Sloveniji ostanejo tale duh veliko demokracije, da je kritika možna, da je veroizpoved dovoljena, da mislim, veste, sem tudi kakšnokrat razmišljal, ne, v tem obdobju 16 letih, a se vrne ali pa ne, ampak zame bi bilo lahko en razlog za vrnitev, naprimer, če bi se tale demokratizacija poslabšala tukaj, ali pa da bi bilo enoumje, ampak nič, noben znak ne kaže, da bi šel v to smer. Obratno, mislim, da vsak se lahko izrazi lepo, da če utemelji neko prepričanje in da ni v nasprotovanju drugim, ne, mislim, da lahko lepo sobivamo. No. Nič. Naše vrednotne, krščanske, mislim, so pomembne, kaj ti so one nas nekako naredile tudi, kar smo. Ne. Točno tako. In kar predstavljamo tudi za del Slovencev. Doktor Zorn, hvala vam za tale pogovor. Hvala vam. Za nami je že 18. tabor Slovencev po svetu, ki ga organizira vaše društvo. Letos je potekal v Šmarjeških Toplicah. Kakšno se vam je zdelo vzdušje? No, zelo prijetno, vreme je zelo bilo naklonjeno, posebno glede na to, da polovica prireditve je bila na prostem. Ja, obisk je bil običajen v smislu števila, se pa to menja od leta v leto. Lahko rečemo danes toliko, da od nastopajočih, vodenja programa smo imeli v glavnem v rokah mladih, ki je tudi to naše... Letos je bilo še posebej zanimivo. Ja, to se pravi, vsi nastopajoči so vnuki Slovencev, to se pravi tretja generacija Slovencev rojenih na tujem, tudi od vodenja dalje, oba voditelja celo iz mešanih zakonov, tretje generacije, tako da v tem smislu se nam zdi, da je to nekako upanje, da Slovenija živi in da ne izumira tako hitro, kot mogoče v povprečnih slučajih, ne, ko katerikoli izseljenec odide, nekako se vživi v ta svet, se recimo utopi, tako rekoč. To niso te slučaji in to nas nekako navdaja z optimizmom in da ta stvar se splača, tudi ta način dela, ki smo ga že vsa leta gojili, to se pravi po en stran omogočati neposredni stik s Slovenijo, posebno te generacije, ki nima tako blizu spomin na Slovenijo. Ne? To se pravi, druga generacija od staršev dobiva direktne informacije, tukaj so starši že rojeni v tujini, tako da jim treba to prijazno Slovenijo
prikazati čim bliže. In tukaj so neki uspehi, ne, to je delo absolutno teh skupnosti po svetu, ki se tudi poslužujejo novih možnostih, ki jih daje država Slovenija, v smislu, da se ta pretok omogoča. Te obiski, te izpopolnevanja v jeziku, v gojenje kulture. Tako da to so pač take razveseljujoče stvari. In ta tabor je bil nekako zelo, bi rekel, aktualiziran v tem smislu. Slišala sem, da so otroci res zelo dejavni. Čez teden imajo pouk v njihovem jeziku oziroma v jeziku države, v kateri so. Ob sobotah pa imajo še posebej pouk slovenščine. Ja, to je tako za štajerski svet, kot so bile Slomškove nedeljske šole. Razlika je tukaj samo ta, da je sobotna šola. In tukaj, odvisno od katere države govorimo, ne, recimo Argentina, ima praktično od vrtca do končane gimnazije te sobotne šole. In tukaj so nekako rezultati kar, bi rekel, zadovoljivi, glede na to, da, se pravim, gladko govorijo, seveda z narečnim dodatkom jezika, v katerem pač vsak dan bivajo, zelo, zelo uspešno. Ne? In to so recimo en od programov, s katerim smo tudi začeli, recimo že 21 leto, to so 21 skupina, ki sprejemamo, to je preko 1000 dijakov različnih, ne? To se pravi, vsako leto se dodajo ob koncu teh slovenskih šol, pridejo v Slovenijo in se potem vračajo, ne? Tako da je tukaj od osamosvojitve, to se pravi od tudi našega začetka, kar en velik pretok mladine, ki nekako ohranja to identiteto in se tudi pač pojavlja tako v takih prireditvah. Takole, začeli ste z mašo, ki sta jo vodila duhovnik dr. Janez Gril in njegov izseljenski somašnik, gospod Zvone Podvinski iz Švedske. Ja, to so, bi rekel, dolgoletni podporniki. Zanimivo je, a ne, da vodi slovenski duhovnik in recimo izseljenski. Ja, saj to je zdaj, pogosto smo imeli kakega škofa. To se pravi, škofovska konferenca ima dodeljenega škofa, ki je zadolžen za Slovence po svetu. Zadnja leta je dr. Štumpf, škof v Mariboru zdaj. Nekoč je bil škof Uran, škof Pirih. To nedeljo je bila nedelja novomašnikov, tako da je bilo nemogoče dobiti kakega duhovnika in smo nekako se spomnili na dr. Grila kot bivšega direktorja družine in tudi dosti v stiku z izseljensko populacijo. In gospod Zvone Podvinski, ki je tudi vse skozi smo nekako sodelujemo, ki je pač tudi bil prisoten. Takole, tudi njiju smo po maši povabili na kratki pogovor in si sedaj poglejmo skupaj, seveda, kaj sta povedala. Kakšno je bilo vzdušje, gospod dr. Gril? Ta maša je bila vsekakor nekaj posebnega za vas. Nekaj posebnega prav gotovo, ker so tukaj zbrani rojaki iz različnih koncev sveta in drugič posebno zato, ker smo sredi dolenjskih gričev in gozdov in je, bi rekli, da je bila maša v zeleni katedrali, kar je tudi zelo lepo. Kakšni občutki pa so vas prevevali, ko ste skupaj z našim zemeljskim rojakom po svetu vodili to prav posebno slavnostno sveto mašo? Glejte, rojaki po svetu so pač daleč od domovine in je v cerkvi na Slovenskem ena nedelja v letu na poseben način njim namenjena. In takrat se zberejo tudi pri maši na kakšnem posvetu in tako je Društvo Slovenije v svetu pripravilo neko srečanje tukaj v Šmarjeških Toplicah, ki so ga povezali z mašo in se mi zdi, da je to prijetno
pokažejo svojo vero in tudi pokažejo, kje najdejo moč za svoje življenje po idealih krščanske vere. Letos bo še posebej slovesno, se obeležujemo 20. obletnico osamosvojitve Slovenije. Kaj ta dogodek pomeni za vas? Zame osebno pomeni seveda tudi, tako kot za večino Slovencev, velik praznik. To, kar so naši rojaki 1000 let upali, pričakovali, se prizadevali, je uspelo našemu rodu, da smo prišli do svoje države in tisti, ki smo pač že malo starejši, smo pri tem sodelovali tako ali drugače in je pač to praznik in priložnost, da smo veseli, pa hvaležni po eni strani Bogu, da smo to dosegli, po drugi strani pa tudi ljudem, ki smo skupaj to spravili. Morda še nekaj besed za konec našim gledalkam in gledalcem pred malimi zasloni, ki se danes žal ne bodo mogli udeležiti tega srečanja. Veliko priložnosti je, da se spomnijo rojakov po svetu, ne samo na današnjo nedeljo. Če imajo znance, če imajo prijatelje, kakorkoli že, biti z njimi v stiku, v pismenem ali kako drugače, to veliko pomeni. Ljudje so daleč od doma, v tujem svetu in če vedo, da so doma prijatelji, ki nanje mislijo, ki se jih spomnijo, ki jim pošiljajo pozdrave in tako naprej, je to za ljudi, ki so v svetu, zelo prijetno, zelo tolažujoče. Dr. Janez Grel, hvala vam za ta pogovor. Prosim. Gospod Zvone Podvinski, vi ste rektor Slovenske katoliške misije na Švedskem. Slovenci vas bolj poznamo kot švedski božji vagabund. Kako skrbite za naše rojake, saj so v bistvu zelo daleč, oddaljeni seveda drug od drugega? Ne samo, da so daleč od domovine, tudi teren, ki ga pokrivam od Göteborga do Štokholma in do južne Švedske, velik za 5 Slovenij. Vsekakor si kot eden izmed slovenskih dušnih pastirjev prizadevam ljudi povezovati, oziroma da nas Kristus med seboj povezuje, tako da skupaj slavimo sveto mašo v materinem jeziku, se po maši srečujemo in še kakšne druge prireditve imamo. Predvsem tisto, kar nas posebej povezuje, je naše vseslovensko romanje v Vadsteno, ki je že bilo 38. In sem vesel, da od leta 1974 se Slovenci redno tam zbirajo. Letos smo imeli celo sveto birmo, 5 birmancev, vsi iz Göteborga in prečudovito je bilo. Krasno. Vaši vtisi tukaj? Ja, veste, človek je vesel, ko se lahko vrača domov in presrečen sem, da smo pred 20 leti si izborili našo samostojnost, našo slovensko državnost in kot je rekel naš možakar iz Göteborga, ko danes ugotavljajo, kakšna je situacija tukaj, pravi, nismo se za to borili, pa vendar, bom rekel, veliko lepega je, veliko pozitivnega in na tistem dajmo graditi našo svetlejšo prihodnost našega naroda, pa tudi naših rojakov doma in po svetu. Zanima me še, kako pa skrbite recimo na Švedskem za mašo. Imate mogoče v slovenskem jeziku? Torej vsekakor zaradi naših ljudi sem gor in naša misija bo drugo leto slavila 50 let, torej zlati jubilej in smo kot narodna skupnost praktično najstarejši, ki imamo to neprekinjeno dušno pastirstvo. Od gospoda Flisa, ki je 62 leta ustanovil slovensko misijo na Švedskem, 10 let je bil tam, se je vrnil v Pariz, za njim je prihajal pater Janez Sodja iz Münchna, nekaj mesecev potoval z avtom, s knjigami slovenskimi, z našo lučjo in potem je za njim prišel gospod Jože Drolc, ki je bil tam 16 let in za njim pa sem tam že 18 let tudi jaz. In dva sta bila v pomoč, Jože Bratkovič pa Stanislav Cekanek, ki je pa danes slovenski dušni pastir v Londonu ali pa v Angliji. Ob osamosvojitvi ste Slovence na Švedskem, oziroma ste za Slovence na Švedskem naredili nove slovenske zastave. Ob sami osamosvojitvi sem jaz bil v Sloveniji še,
Ja, in sem bil tudi pod orožjem, tako da sem bil torej kot eden izmed teh, ki smo branili slovensko domovino. Sem pa kot slovenski duhovnik imel priložnost srečati ljudi, ki so trepetali njihova srca za svobodno, za samostojno Slovenijo. In ti ljudje so mi pripovedovali, dali so mi tudi material, jaz sem tudi pripravil veliko fotografij. Karlo Pesjak, na primer, naš znani fotograf, nam je dal črno-bele fotografije, potem nekaj od naših ljudi, tudi celo barvne fotografije, ki pripovedujejo ne samo o prvi slovenski zastavi na Švedskem, ki jo je družina Ratajčeva iz Göteborga naredila, in z njo so potem 22 tednov demonstrirali in zbirali podpise in pripravljali Švedsko, da je potem priznala Slovenijo. Datum je torej v Riksdagu, v parlamentu švedskem, je bilo to sprejeto 19. decembra, sicer pa potem Evropa potem priznala 25. januarja 1992. leta. To se pravi, je pripomoglo nekoliko tudi to, ta zastava in vaš velik trud, da je Švedska kot prva priznala Slovenijo? Vsekakor je, torej to so bile skupne demonstracije Slovencev, Hrvatov in Albancev od začetka, potem so nadaljevali samo Slovenci in Hrvatije in vsekakor je to tudi pripomoglo, da je Švedska ena izmed prvih potem priznala. Velike zasluge pa ima tudi gospod Jože Drolc, slovenski duhovnik, ki je pisal pismo zunanjemu ministru takratnemu in še druge politike so kontaktirali, da bi vendar priznali slovensko državnost, samostojnost. Gospod Podvinski, bi za konec želeli še kaj zaupati našim gledalcem in gledalkam televizije Exodus? Hvala za to povabilo. Vsekakor bi želel, da bi se tudi v Sloveniji situacija spremenila na bolje. To pa pomeni, da bi dali mesto Bogu, krščanskim vrednotam, Božjim zapovedim, kajti to je tisto, kar prinaša blagoslov. Če bomo ostali zvesti Bogu, narodnim koreninam, Kristusovi cerkvi, potem bo tudi vzdušje počasi postalo boljše in bomo vidoma mi zunaj nekako se čutili spet bolj eno, tako eno ali pa vsaj približno tako eno, kot je bilo 1991. leta, ko so vsa naša srca trepetala za domovino Slovenijo, za njeno svobodo. In od tega je že 20 let. Tako je, ampak vrnimo se še nekoliko nazaj, kajti mi imamo tako dragocen kapital. Gospod Janez Gril, ki je danes vodil svetomašo, je povedal, torej ne samo močenec Grozde, pa ti dve drinski močenki, ki vsi spadajo v novo nastalo novomeško škofijo, ampak mi imamo toliko močencev, močenk in upam, da bo enkrat ta duhovni zaklad pripomogel za večji blagoslov naše domovine in da bomo imeli modre politike in tudi druge njihove sodelavce, ki bodo skrbeli za blagor slovenske države in naših rojakov doma in po svetu. Je takole, videli smo, kaj sta duhovnika povedala. Gospod Zvone Podvinski iz Švedske pa je še nekaj posebnega, kar smo pozabili morda omeniti, pa nam boste vi. No, gospod Zvone Podvinski, to je zelo priljubljen duhovnik na Švedskem. On si sam sebi pravi švedski vagabund, ker dejansko od maše do maše ni dnevnega povratka domov, ampak spi pač v vmesnih točkah pri družinah in se on tako nekako tolaži, ker to je naporna služba, da je to neki švedski vagabund. To se pravi župnija velika za več škofij, od Göteborga do Štokholma, pokriva te, bi rekel, Slovence, teh 3000 in toliko Slovencev, ki živijo na Švedskem, svojim, recimo, bi rekel, optimističnim značajem, ki mislim, da to tudi drži gor te Slovence. Zelo značilna je ta vsakoletno srečanje iz vseh vetrov Švedske
ob jezeru v Vadsteni, ki tako uspešno vodi vsako leto, poleg te pač duhovniške misije, slovenske katoliške misije. Tako, vidimo ga vsako leto tudi doma in jaz mislim, da ni bilo tabora, da ga ne bi bilo. Ponavadi imamo tudi več somaševalcev iz izseljenstva. Letos je bilo tako mogoče povezano s temi novimi mašami manj somaševalcev, ampak lepa maša, pač s tem dvema duhovnikama. Kaj še lahko rečemo? Zvone Podvinski tudi, ko pride v Slovenijo, ne spi doma, ne? On ga čakajo par dni, preden pride. Glede na to, recimo, ta človek nikoli ni slabe volje. Vedno je nasmejan, dobre volje, požrtvovalen. Ja, to je res en tak, res en velik poklic vidim v gospodu Zvonetu. Tudi kako so navezani sorodniki, ne, iz Pišec, kako ceni cela rodbina, ne, tega duhovnika, je res lepo videti. Ne. Seveda veliko delo, ki ga ob tem upravlja. Seveda, to je. Maša pa ni bila edina stvar, ki se je včeraj zgodila na vašem taboru. Bila je tudi tako imenovana okrogla miza. O njem sta predvsem oziroma o problematiki preseljevanja na okrogli mizi sta nam o tem predavala dr. Jernej Zupančič in diplomirana geografinja gospodična Lucija Lapuh. Mislite, da nam res grozi vedno večja selitev Slovencev v druge države? Da nas bo vedno manj? Ja, glejte, zdaj, kot je bilo slišati tudi na teh predavanjih, smo v nekem času globalizacije. Jaz kot špansko govoreči, tudi to se pravi rojen v španskem svetu, ko se sprehajam po Ljubljani, slišim špansko govorico poleg drugih govornih področij. To se pravi, smo priča tudi to se pravi, se nekako mešajo takole, da se tudi priselijo iz drugih držav, ne samo mi v druge. Tako. To se pravi, dostikrat slišimo o Angležih v Prekmurju, ampak jih imamo to se pravi, iz tega, samo tega španskega področja ogromno ljudi. To se pravi, ko vidijo v Sloveniji eno tako oazo, zeleno oazo, kjer se, bi rekel, lahko živi eno izredno kvalitetno življenje, ne. Mi Slovenci smo pa tako, se ne zadovoljujemo s tem, kar imamo, ne, se ženemo, ne. Se pravi, že ta maloštevilčnost, ne, to se pravi, maloštevilčnost velikega naroda, ne, ker to smo pač, se ne zavedamo, ne, že od karantanskih knezov, ne, tudi prve pojme demokracije, ne, teh sodobnih demokracij. In tako osebna produkcija je velika. In Slovenc se ne zadovoljuje in išče horizonte. To se pravi, če govorimo o včerajšnji temi, predvsem ta, da se selijo visoko izobraženi Slovenci, ne? To so mladi, ki želijo dopolniti svojo življenjsko pot in seveda tukaj je zmeri past izseljevanja, ne? To se pravi podaljševanja bivanja v tujini, potem z leti rata stalno bivališče. Danes smo lahko zaskrbljeni, ker je to veliko število, to se pravi 31 000 in več mladih Slovencev, ki odhaja ne iz neke potrebe po eksistenci kot nekoč, temveč po iskanju novih horizontov. Doktorja Zupančiča in gospodično Lucijo pa smo povprašali seveda tudi o njunih pogledih na to problematiko, pa si poglejmo, kaj sta povedala za našo televizijo.
Danes ste skupaj z gospodično Lucijo Lapuh pripravili okroglo mizo na temo Slovenci po osamosvojitvi Slovenije in oziroma sodobne mednarodne selitve. Morda najprej nekaj besed o teh dveh temah, kako se povezujeta? Ja, te dve teme vidim kot zelo aktualen izziv slovenske sodobne družbene stvarnosti. Namreč dejstvo je, da se zdaj nahajamo v nekem, lahko rečemo, demografskem minusu. Torej ne samo sorazmerno nizkem naravnem prirastku, ampak tudi negativni selitveni bilanci, pri čemer je seveda posebej zaskrbljujoč odliv možganov, to se pravi mladih izobraženih ljudi, ki odhajajo za delom oziroma za boljšimi priložnostmi, ni vedno seveda to samo reševanje eksistencialnih težav, ampak seveda tudi iskanje boljših priložnosti, izkušenj in tako naprej. Torej zelo različni motivi pri tem. Zakaj govorimo o problemu? Zaradi tega, ker vemo, da vsak izobražen sorazmerno veliko stane in potem pristane nekje drugje. Torej, če se to znanje v obliki nekih dodatnih izkušenj na nek način ne vrača, potem moramo že čisto ekonomsko govoriti o neki izgubi. Pa tudi sicer je to vedno, rekel, da to odseljevanje malce pritegne pozornost, ampak moramo povedati, da je ta proces po svoje tudi zelo spontan, da ga doživljamo vsi. Vse evropske države se s tem srečujejo, razlike so pa velikanske, nekateri z velikanskimi plusi, drugi pa so seveda v globokem minusu, še bolj kot mi. Število izseljenskih Slovencev se iz leta v leto povečuje. Čemu gre po vašem pripisati ta vzrok? Vzroki so zelo različni, namreč od povsem osebnih motivov do teh prevladujočih, torej tudi kot nek rezultat krize, ampak moramo vedeti, da se to povečuje po letu 2003-2004, v času debelih krav, torej je takrat začel ta trend naraščati in torej ni samo rezultat te krize. Seveda pa na drugi strani zelo opozarja na to, da ta kriza, s katero se zdaj mi soočamo, tako gospodarsko, kot politično in vsezadnje tudi identitetno, ni tista, o kateri bi jo želeli takoj tukaj razrešiti. Namreč, če so se ljudje odseljevali v času, lahko rečemo, največje ekonomske rasti, 2005 in naprej, v enaki meri, lahko rečemo, da je trend zelo podoben, številke so se povečevale, potem je treba razloge za te selitve iskati drugje, oziroma na drugi strani seveda tudi tu, da imamo opraviti za strukturno krizo, ki jo bomo morali opraviti v Sloveniji, neodvisno od tega, kdaj bo svetovna kriza, gospodarska kriza tukaj minila. To pa je naš problem, s katerim se mora Slovenija soočati in se bojim, da za to ni še čisto pripravljena. Letos Slovenija praznuje 20. obletnico samostojnosti. Kakšna je po vašem gospodarska situacija pri nas zdaj v teh 20-letnem obdobju? Slovenci smo sicer zelo znani po tem, da se radi pritožujemo, da nismo zadovoljni ne s prostorom, ne s vlado, ne s tem in onim, ampak v resnici nimamo pametnih razlogov, niti za tako malodušje, kajti Slovenija se je v tem dosegla neke ključne dosežke, ne samo tiste normativne, lahko rečemo, evroatlantske povezave, vstop v tako imenovan srednjeevropski, zahodnoevropski prostor, medrazvite in tako naprej, z vsemi atributi, ki jih poznamo in mislim, da jih tukaj ni treba naštevati, ampak tudi na vsezadnje po standardu. Bodimo pošteni, tukaj v povprečju je ta rast nekajkratna, vendarle. So pa seveda nastale razlike. Medtem ko socializem ni poznal tako rekoč brezposelnosti, je pa poznal seveda druge ekonomske težave. Imamo zdaj seveda drugačno razporeditev in potem imamo dobro povprečje, pa potem seveda tudi tiste, ki dejansko živijo na pragu revščine ali celo pod njo, pa potem seveda tudi bogate, včasih tudi, in to je tisto, kar je problem vseh tranzicijskih držav, tukaj ne bi delal kakšne posebne izjeme, je pa res, naša resnica nas tukaj najbolj nas boli, v tem je, tako da jaz na ta proces gledam kot na neko mladostniško fazo, ko nas še malo meče, imamo do tega domovinsko pravico, čeprav to ni dobro. Se bo treba osvestiti in tudi napake
naše, recimo, da gospodarske, kulturne politike, ne, tudi na drugih področjih popraviti, ne, oziroma jih začeti usmerjati, ne, torej v tokove, kjer lahko pričakujemo boljše izide. Ne. Ampak mislim, da malodušje tukaj ni tisto, ne, torej, da zdaj pa, da nam je pa žal za svojo državo. Daleč od tega. Ne. Moramo pa seveda se tudi navaditi na to, da imeti državo v prvi vrsti pomeni seveda tudi eno določeno odgovornost. Ne. Torej, ta odgovornost je nekje premo sorazmerna z pravicami, ki jih prijemamo kot državljani, ne, in s tem dejstvom, da smo postali nacija, smo s tem se tudi zavezali na to, da ne samo, da smo plačniki, ne, torej k nečemu, ampak tudi tvorni ustvarjalci, tudi seveda dediči naše preteklosti, ki jo moramo doumeti, ne, torej, da je bila, ne vem, torej, z vso ideološko delitvijo, z vsemi torej, pregoni, poboji in tako naprej. Ne. To je torej, sestavni del naše zgodovine in s tem se bomo morali soočiti, sprejeti in na ta način narediti, ne, torej, katarzo. Ne moramo teh stvari, ne, torej, vrniti nazaj, ne, in je nesmiselno, da se s tem pretirano obremenjujemo, ne smemo pa tega potlačiti v podzavest. In to se mi zdi, da včasih se radi ograjujemo, da zdaj nas pa ne sme zgodovina zanimati. Ne. Če nas to ne zanima, se nam bo vrnila, ne, torej skozi ne delamo te napake. Učimo se seveda tudi s tem in to je ena, po mojem, bistvenih sestavnih delov tudi neke odgovornega sprejemanja torej naše nacionalnosti, novega statusa, s katerim pa moramo, torej, kot pravim, živeti, no, z vsem dobrim, z dobrim in seveda tudi z slabim, z dejstvom, da se je Slovenija izjemno spremenila v tem, ne, torej in demografsko, gospodarsko, strukturno in tako naprej. Ne, da, kritičnost seveda ne pomeni, ne, torej, da smo zdaj a priori, ne, torej nezadovoljni z vsem, kritičnost je gotovo na mestu. Slovenci smo mobilni narod. Kaj pravzaprav to pomeni? Da radi zamenjamo svoj kraj, ne samo stalnega bivanja, ampak tudi drugače. Ne. Torej, pojem mobilnosti je sicer izjemno širok, pa tukaj ne bi, mislim, da ni mesto torej kakšnega širokega in globokega teoretičnega razpravljanja, pač pa seveda tisto, kar je tema najinega pogovora, namreč slovenstvo po svetu, ne, torej v tem odnosu. Včasih se seveda slišijo glasovi, da smo Slovenci precejšnji zapečkari, da se zelo radi držimo, ne, torej svojega doma, hiše in tako naprej. V resnici ni čisto tako. Ne. Torej, poglejmo torej, ta razseljevanje, ne, torej zadnjih 130-140 let, ne, torej koliko skupnosti je nastalo, sicer iz zelo različnih pobud. Torej, zaradi tega, ker so iskali boljše priložnosti, zaradi tega, ker so reševali golo eksistenco, zaradi, ne vem, zelo različnih razlogov, ampak tudi ta sodobni tok, ne, recimo Slovenca, tudi kot turista, ne, vse zadnje najdete kjerkoli, tako da mislim, da smo Slovenci v tem smislu vsaj povprečno, ne, torej mobilni. Po drugi strani, ne, pa imamo, recimo zdaj, če ocenjujemo približno 1/5, ne, torej prebivalcev, ki ima slovenske korenine, slovensko identiteto, kulturo, jezik ali pa samo nekatere izmed teh elementov, se pravi samo nekatere delčke identitete, se tega malce zaveda, je to sorazmerno velik odstotek, ne, torej velik delež razseljenih po svetu, ne, torej te tako imenovane diaspore. Vendar pa drugo vprašanje pa je, koliko se tega v resnici zavedamo, koliko tudi diaspora razume samo sebe, svoj lastni položaj in potem kako gleda Slovenijo. Ne? Torej, naslednje vprašanje je, kaj s tem narediti. Morda še nekaj zaključnih besed za naše gledalce, za konec najinega pogovora. Ja. Vprašanje, ne, seveda, ne, torej, kam usmeriti, jaz sem tudi v predavanju poskušal usmerjati predvsem k temu, ne, torej, da če hočemo narediti neke bistvene premike, se moramo zavedati, moramo biti realisti, ne, torej, se zavedati dejstva, da ta identiteta, ne, torej to slovenstvo, ki ga imamo po svetu, ne, je silno raznoliko. Ne. Je silno raznoliko zaradi let, lahko rečemo, več generacij, zaradi geografskih okoliščin, se pravi tudi tistih jezikovnih, kulturnih, političnih, gospodarskih, v katerih živijo, zaradi motivov, zaradi katerih so njihovi starši, dedje in tako naprej odšli, in pa seveda tudi zaradi
količine stikov, s katerimi se zdaj srečujejo Slovenijo, s slovenskim jezikom, kulturo in tako naprej. In to poraja potem torej tisto pisano množico, ki težko razume tudi lastni položaj. In na drugi strani seveda tudi zelo spremenjena Slovenija. Slovenija, ki je v tem smislu torej preživela neko socialistično ero, torej prišla v fazo tranzicije, tako kot dobršen del Evrope. To se seveda danes pozna, veste, to se pozna. No, še bolj pomembno je pa to, da je prešla neko fazo nagle industrializacije, pa potem je seveda ta industrija šla nekam drugam in se zdaj nahajamo v nekem drugačnem, torej gospodarstveni veliki dinamiki in pa seveda tudi stiski, lahko rečemo. Torej gospodarska kriza tukaj ima torej svoje prste vmes, torej tudi pri tej percepciji lastnega položaja. Ne smemo pa pozabiti seveda tudi dejstvo, da se je Slovenija tudi populacijsko spremenila. Torej, več kot 1/10 prebivalcev tvorijo prebivalci, ki so prva, druga generacija prišli iz popolnoma drugačnih okolij, z drugačnimi predstavami, z drugačnimi vrednotami, pa zdaj so naši državljani. In zdaj seveda ustvarjajo, lahko rečemo, da to državnost in tako naprej, z enakimi pravicami in tako naprej. In so seveda tudi oni tisti, ki lahko gledajo, torej na to, ali pa ne gledajo, torej na kontekst vzemimo, torej te slovenske diaspore, seveda primerjujoč, torej da je to tudi njihova lastna usoda. To je lahko eno izjemno bogatstvo, lahko je pa seveda včasih tudi razlog za tarnanje. Jaz želim, da bi bilo tega slednjega manj, več pa iskanje perspektiv, kaj te perspektive v resnici so. Torej ta dimenzija nam vendarle daje neko svetovljansko noto, torej če jo hočemo tako razumeti. Ampak treba se je pa seveda včasih osvoboditi tistih spon, bi rekel, da navezanosti, pravzaprav na eno svojo ozko podobo in doumeti, torej, kje smo. Torej biti dovolj dinamičen, ampak potem se zopet pri vprašanju mobilnosti. Z nami je gospodična Lucija Lapuh, diplomantka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za geografijo. Vaša specializacija so med drugim tudi geografski vidiki sodobnega izseljevanja ljudi iz Slovenije. O tej pereči problematiki ste napisali tudi diplomsko delo. Bi nam najprej na kratko predstavili vaš vidik za ta problem izseljevanja. Čemu se naši ljudje izseljujejo iz Slovenije? Kje je po vašem vzrok temu? Torej, sodobna slovenska diaspora odhaja iz domovine predvsem zaradi dela, študija in pa lastnih interesov. Ti, ki hodijo zaradi dela, so navajali, da želijo v bistvu v tujini več zaslužiti, da so tam večje možnosti napredovanja, delo v mednarodnih inštitucijah. Medtem ko tisti, ki so šli zaradi študija, želijo recimo iti na univerzo, ki je bolj priznana kot so naše, ali pa samo na recimo študentsko izmenjavo za pol leta, 1 leto. Potem so še pa tisti, ki se recimo selijo zaradi lastnega interesa, partnerja iz tujine in tako dalje. Z vašim mentorjem, dr. Jernejem Zupančičem, sta vodila današnjo okroglo mizo s temama Slovenci po osamosvojitvi Slovenije in sodobne mednarodne selitve. Morda bi spregovorili nekaj besed še o tem, namenu okrogle mize in kako je vse skupaj tudi potekalo? Torej, na okrogli mizi so vsak po 20 minut predstavila svojo tematiko. V bistvu jaz sem predstavila na kratko terminološke izhodišča selitev, predstavila tudi statistične podatke, ki obstajajo v zvezi s selitvami. Tu sem ugotovila, da je več kot 32.000 Slovencev se izselilo v tem 20-letnem obdobju. Medtem ko moramo vedeti, da statistika ne beleži vseh, to pa zato, ker ne odjavijo stalnega bivališča in nekako niso sploh evidentirani v domovini. Potem sem pa v bistvu predstavila svojo raziskavo, naredila sem spletno anketo, ki je bila poslana po svetu in v njej je sodelovalo več kot 750 anketirancev, torej Slovencev, ki so se preselili iz Slovenije po osamosvojitvi. Predstavila sem, da so to predvsem mladi ljudje, stari med 20 in 40 let, izobraženi, prevladuje visoka univerzitetna izobrazba, smer ekonomija. To so ljudje, ki se čutijo Slovenci, narodna pripadnost jim je pomembna, ampak so nekako
ne povezujejo toliko v društvih, samo četrtina je del društev, članov društev in tam potem pride ponekod tudi do stika s temi tradicionalnimi izseljenci, katerih interesi so pa seveda drugačni. Zdaj, četrtina se jih ima namen vrniti v domovino. Zdaj, tisti, ki se želijo vrniti v bistvu zaradi družine, doma ali pa samo interesa pač živeti v domovini, medtem ko tisti, ki pa želijo ostati v tujini, pravijo, da pač se v Slovenijo še zmeraj lahko vračajo turistično ali pa poslovno, imajo partnerje iz tiste države. Nekateri pa pač pravijo, da se mogoče pa preselijo v kakšno drugo državo. Torej, v bistvu gre za ta globalizacijski tok ne trajnega izseljanja, ampak v bistvu za priložnostmi in moramo pač vedeti, da so to v bistvu osebne odločitve posameznika za boljšo priložnost. In danes to svet globalizacijo omogoča tudi potovanja, so enostavnejše, nizkocenovni prevozniki, internet, v bistvu zastonj klici. Tako za trend za naprej mogoče nekega množičnega izseljevanja ne pričakujem. Je pa res, da Evropska unija spodbuja mobilnost in smo zdaj te državljani Evropske unije, meje nekako fizično več ne obstajajo. Ampak mogoče res treba poudariti, da tudi doma treba vzgajati to slovensko identiteto, v bistvu, da smo Slovenci, ne samo da na takšnih srečanjih, kot je danes, vidimo, v bistvu, kako močno se čutijo pripadniki slovenstva, ko plešejo Argentinci slovensko zastavo. To bomo naše otroke redko videli, na primer. Seveda je tako. Pri vaši predstavitvi sem večkrat slišala izraz rast možganov. Beg možganov, ja. Oziroma beg možganov. Kaj to pomeni? To pomeni, da se preseljujejo visoko izobraženi ljudje in iščejo njim ustrezno zaposlitev v tujini. Torej, izseljevanje najbolj izobraženih, kar je v bistvu po enem zelo slabo za Slovenijo. Zdaj pa, če bi pa znali izkoristiti in z njimi navezati stike, bi bilo lahko to njihovo znanje tudi državi v korist, tudi če so oni v tujini z nekimi poslovnimi stiki in povezovanjem. Mislite, da jim druge države dajo našim državljanom resnično več priložnosti za njihovo ekonomsko rast kot recimo naša država? Ne vem, verjetno ja, verjetno ne. Zdaj, nekateri so imeli tukaj možnost zaposlitve, pa so vse šli v tujino. Mislim, da je dosti v samem interesu. Pač Bruselj je center Evrope, več kot 500 ljudi, naših ljudi dela tam in tudi prav, da pač sodelujejo v teh evropskih politikih. Kaj pa vi morda kaj premišljujete odhodu v tujino ali ostajate v Sloveniji? Sama si želim biti v Sloveniji, vsekakor pa ne vemo, kaj življenje prinese in kam nas pot zaide. Za konec morda še vaša vizija za prihodnost Slovencev? Se mi zdi, da treba v šole tudi vnesti malo več tega znanja in pripadnosti, tega domoljubja v bistvu, občutka pripadnosti skupnemu narodu, pa tudi, da bi mi v domovini več vedeli v bistvu o naših rojakih po svetu. Vse smo slišali, 500 milijona jih živi po svetu. Se mi zdi, da en povprečen državljan malo ve o naših drugod in tudi tukaj vidim veliko priložnosti za sodelovanje. Že sam z zasebnim poznanstvom nekoga se obogatimo kulturno, nekaj novega zvemo in vem, da slišiš slovensko besedo v Argentini, v Ameriki, kjerkoli, ali pa da jih obiščeš tudi nekaj. Doktor Zupančič in gospodična Lucija sta bila tole. Sedaj pa si poglejmo malce drugačno zgodbo. Z nami bo gospod Franc Zabukovšek, zobozdravnik iz Šentjurja. Pa si poglejmo. Z nami je gospod Franc Zabukovšek, zobozdravnik iz Šentjurja. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ste Slovenec, živite v Šentjurju, vendar vas je v mladosti pot skoraj odpeljala iz Slovenije. Kako je bilo to? Rojen na deželi, krščansko vzgojen sem, seveda
mama me je poslala v šolo in sem se na koncu odločil za zobozdravstvo, študiral dokaj pridno, z nekim veseljem, da bom služil ljudem, pomagal ljudem, ampak ko sem končal študij, so bile razmere takšne, da je za to stroko bilo, zelo, ali pa za intelektualno stroko, najslabše. To smo bili ob robu, tako rekoč. In ljudje, kolegi, ki so pač delali plače slabe, so se odločili tudi za to tako zvano črno prakso. Meni to nekako ni šlo, ker sem rekel, to je tak poklic, da bi moral neko dohodek za osebno življenje moral imeti v redu. In sem se trudil, da bi se stvari uredile v družbi, to izboljšalo. Pa nekako ni šlo. No, in potem začel sem delati 45. leta in pa sem se 75. leta ozirom na vse to situacijo in po nekako zgledu drugih tudi odločil, da grem pač v tujino, da grem v Nemčijo delati. Ne. In seveda sem šel na eno vabilo v Ingolstadt, zelo lep kraj, prijeten tako in na to bi rekel preizkušnjo. Ne. In seveda bilo je zelo prijetno, ampak sem videl, da me hoče pravzaprav imeti kar za svojega, da sem nekje že bil solastnik tega, zaradi tega, ker je država tako urejena, da je, če dva skupaj delata, da je to ugodnejše in tako naprej. Torej ste imeli možnost dobiti njihovo državljanstvo? Ja, tako bi moral skoraj da pristati v to, da pač postanem domačin. In kako je botrovalo ta stvar, recimo, vaši odločitvi? Ste bili veseli, ste bili žalostni, zgroženi? Kaj ste pomislili v tem trenutku? Oditi iz Slovenije, postati Nemec? Ja, to nikakor ni šlo. Ne? Jaz sem bil pripravljen iti, da bi pač nekaj časa mogoče pomagal delati, pa nič drugega. Pa da bil honorar, ne? Ker sem pa videl, da gre za nekaj drugega in da temu nikakor ne morem ustreči, ker sem pač, kot sem že rekel, toliko bil navezan na Slovenijo kot rodoljub in domoljub, tako da sem pol to odklonil. Enostavno ostal doma in tako. Preživel ta čas in vesel, zdaj, ker je 20-letnica države, sem pravzaprav pred 20 leti bil precej aktiven za to, da Slovenija postane samostojna in to mi je zadovoljstvo bolj kot tisto, kar bi mogoče, če bi zunaj imel nekaj več pod palcem, ampak sem zdaj zadovoljen, da sem nekaj naredil za slovenski narod, za slovensko dušo. Torej pomeni, da vam danes po vsej teh letih, ki so minila, niti malo, niti za sekundo ni žal, da ste se odločili, da boste ohranili vaše korenine tukaj v Sloveniji? Sploh ne. Sem zelo zadovoljen in po tistem, seveda sem bil tudi v Argentini pri rojakih, dvakrat sem pelil ekipe dol, da smo šli počastiti to, recimo po planinski liniji, na planinskih proslavah smo bili, 45-50 letnici, da smo dali priznanje rojakom, ki so pač tam tudi dokazali slovenstvo in slovensko dušo. Glede na vašo bogato izkušnjo iz preteklosti, kaj bi morda svetovali mladim, ki so nekje na začetku svoje poti, ki morda premišljajo, da bi odšli v tujino? Kaj jim svetujete? Bi rekel, da ostanejo zvesti svojemu narodu, to prvo, in da se učijo jezike. Da bo lahko kjerkoli jim bo pač dana priložnost, da svoje znanje strokovno uveljavijo, to tudi naredili. Da pa naj ne pozabijo dejansko na slovenstvo, ker je to dejansko tudi jezik, ki je posebna vrednota, ker ima svojo dvojino. Ker edini jezik ima dvojino in to je ena simbolika življenja tudi, ker čisto drugače rečem, sem bil sam, ali smo bila skupaj, ne? In je to takoj nekaj več. In pa seveda pa jezike, da znajo komunicirati drugi. In da imajo radi to dejansko lepo deželo, ker
ne samo, da se opeva in da naši kulturniki, pisatelji govorijo o tej lepi deželi, dejansko tako je. Tu smo na roki, imamo morje, skale in ravnice. In torej skalne gore in vinorodne griče. In to je slovenstvo. Takole, to je bil gospod Franci Zabukovšek, zobozdravnik. To, ne? To je bil gospod Franc Zabukovšek. Kaj pravite o tem, da se veliko mladih odseli, ampak se vrne nazaj? Čeprav pravijo, da se izseljuje iz ekonomskih razlogov, da so recimo boljše plače, boljši pogoj preživetja v tujini, ampak vseeno imamo tudi takšne primere, kot je bil ta gospod Franc Zabukovšek, ki se je odpovedal večjemu dohodku, njihovemu državljanstvu in se je vseeno raje vrnil v Slovenijo. Ja, teh slučajev imamo kar nekaj. Navsezadnje tudi županja Šmarjeških Toplic je rojena v Hamburgu in se je družina vrnila v Slovenijo. Teh slučajev je tudi kar lepo število, poleg tudi takih, ki prihajajo še vedno. Mi beležimo okoli 500 prišlekov samo iz Argentine. Se pravi, tudi nekako ob osamosvojitvi, nekako enih 100 ljudi, potem pa ostalo ob krizi. To se pravi, Slovenija je atraktivna in posebno pa za ljudi, ki so rojeni tukaj, čutijo potrebo po domovini celo življenje. To se pravi, nekako v svojem delovnem elanu, mogoče puščajo to domovino mičken za poznej, ampak se duhovno radi vračajo, to se pravi in tudi fizično. To se pravi, teh slučajev ni malo. Tudi navsezadnje otroci izseljencev ali izdomcev se tudi vračajo in imamo tudi dosti slučajev takih. Kaj pa recimo problematika slovenskih manjšin v sosednjih državah? Kakšne možnosti imajo z novim začetkom pri nas? Ja, pričakovanja so bila velika. To se pravi, država Jugoslavija ni imela te bližine z zamejstvom in je bila tako rekoč zelo pragmatična ali pa se ni ozirala na potrebe zamejstva. Po osamosvojitvi so se te stvari bistveno zboljšale, to se sogovornik je bil dosti bližji. Sicer so pa včasih oziroma zelo pogosto, da se Slovenija podreja večjim sosedam in zapostavlja, to se pravi, in se ne zavzema dovolj za pravice in potrebe zamejcev. Imamo to se pravi, problem dvojezičnih tabel, ki se je tukaj nekako en tak čuden kompromis sprejelo, ko so recimo te dvojezične table identiteta slovenskega življa na teh področjih. Ali pa na italijanski strani ta zakon že 40 let se ne izpolnjuje, oziroma se ga tako delno ali pa z mukami izpolnjuje. Ali porabijo zdaj z novim tem desničarskim režimom, ki zelo zapostavlja naše Slovence. Se pravi, ampak ne glede na to, to se pravi, so stvari, ki jih bi bilo treba popraviti in dolgoročno je lažje popravljati, kot pod bivšo Jugoslavijo. Pa mislite, da nam recimo država nudi dovolj podpore, da se naši rojaki vrnejo k nam nazaj? Ali je še vseeno veliko več možnosti zunaj naše države? Glejte, za povratek država nima, razen pred 5 leti sprejet zakon o Slovencih po svetu. To je tudi, mi smo kot društvo 15 let nekako
zahtevali od različnih vlad, da bi Slovence po svetu vključili v slovensko zakonodajo kot subjekt, v kateri bi bile določene pravice in dolžnosti. Ne? So pravice, oboje stranske pravice in dolžnosti, so države do izseljencev in obratno. Pred 5 leti je bilo to sprejeto. Je eno poglavje, to se pravi zelo obširno, ki govori o repatriaciji. Samo veliko mehanizmov ali podzakonskih aktov še ni v teku. Ne? To se pravi, da te stvari so dosti še na začetkih in seveda človek, ki si želi iz izseljenstva vrniti v Slovenijo, nima nobenih posebnih pogojev. Prihaja kot nek tujec, mogoče s slovenskim državljanstvom, kar danes tudi ni tako pomembno, ker so tudi v zaposlitveni zakonodaji praktično isti pogoji. Tako da tukaj so razen lepih besed večkrat nič posebnega. So tudi problemi dvojne obdavčitve pri zdomcih, ne, se te stvari... To je tudi en velik problem. Ja, velik problem in tudi predmet velikih, bi rekel, diskusij, to nekako, ne, ki se v nekaterih slučajih se premika, ne, tudi včasih je to, ker ni neke zakonodaje s točnim določili, je to od upravne enote do upravne enote različno, ne, ta obravnava. Tako da so stvari, ki bi bilo treba urediti, drugače pa to, ne. Slovenija je vedno vabljiva, že zaradi svojih ljudi, zaradi svoje, ne, prijaznosti. Veliko stikov imate Slovenci v tujih državah, kar je seveda razumljivo. Nam morda lahko zaupate še kakšne njihove izkušnje? Ja, glejte, izkušnje so seveda že iz tega vidika, da vsak izseljenec živi eno drugo realnost, drugo okolje, s katerim ob prihodu ali pa v nekako prihajanju lahko nas bogati. To so, bi rekel, pestrosti, kot je ta, recimo, pestrost že v našem malem svetu, ne, že te raznolikosti v narečjih, v navadah, ne, to izgleda, kot če bi, recimo, prehodil ogromno kilometrov in so razlike velike, ne. To je dodatek pestrosti, izkušenj in tudi bogatenja, ne. In tega bi se mogli bistveno bolj zavedati kot prednost, ne kot grožnja, ne. Večkrat se to, recimo, tudi zapirajo vrata, tudi visoko usposobljenih, tudi te mladi, ki odhajajo, statistika pravi, okoli 6% se jih je vrnilo v tem času, ne. Da dejansko niso odprta vrata dovolj, ne. Se pravi, se bolj to gleda kot grožnja, bolj kot prednost, ne. In v tem bi bilo mogoče treba majčkeno pozornosti in tudi nekako omogočati, ne, da ne bi tudi obstoječa struktura se čutila ogrožena, ne. Torej, kaj bi bilo po vašem mnenju, kaj bi morala država narediti v tem primeru, da bi recimo naredili vračanje Slovencev bolj vabljivo? Ja, to je zdaj težko vprašanje, to je povezano tako večplastno, ne. To se pravi, posebno v tem času, ko se soočamo z eno veliko hudo gospodarsko krizo, kjer je tudi brezposelnost že v alarmantnih številkah. Seveda, ne glede na to, so vedno potrebe po gotovih profilih, ne. Mi smo bili soočeni z eno zelo kakovostno študijo v času argentinske krize, govorimo tukaj letu 2001-2002, kjer je takratna bivša županja bila tudi državna sekretarka za Slovence po svetu, gospa Magdalena Tovornik, kjer je zahtevala medresorsko usklajevanje in tudi, da so tudi deficitarne poklice nekako dali vedeti ljudem, tako da so bili tudi ob teh potrebah
da je bila možnost tudi ljudje, ki so bili recimo brez zaposlitve ali pa nekih situacij pa v nekih odločitvah, da so vedeli, da je tukaj možnost. Ne. Tako da tukaj je stvar organizacije in tudi neke pozornosti, ne. Da se tudi dojema v nacionalni ravni kot neka potreba, ne, za nadaljnji razvoj Slovenije. Tukaj, če je recimo znanje, je tudi pol lahko več dela, to se pravi, so nove poti lahko, ne. In iz tega vidika bi bilo treba marsikaj narediti, ne. Ker se do sedaj ni, ne? Ni se, to se pravi sistematično, se dostkrat politizira, se dostkrat čuti, se pravim, kot neka grožnja, se pravim, bolj kot prednost, ne. Žal res. Naš govornik pa je bil tudi gospod Stane Revinšek, Slovenec tretjega rodu iz Belgije. Pa si poglejmo, kaj nam je povedal. Z nami pa je predsednik Katoliškega in slovenskega pevskega društva Anton Martin Slomšek iz Belgije, gospod Stane Revinšek, Slovenec tretjega roda. Je tako? Tako je, vesel sem, da smo obdržali našo slovensko besedo in da negujemo še stalno slovensko pesem tudi v naših krajah, v katerem so leta 1920 že prišli prvi slovenski fantje in potem malo kasneje še dekleta. In tako, da so ostali v Belgiji najprej z mislijo, da bi nekoč še šli nazaj v Jugoslavijo ali v Slovenijo, ampak politično jim ni to šlo, tudi glede finančnih močeh tudi niso mogli takoj, ker je stalno še bila pred vojno ta velika kriza tudi v Jugoslaviji. In tako se je ustanovilo že leta 1925 prvo jugoslovansko podporno društvo Društvo Svete Barbare, ki je pravzaprav združen večinoma Slovencev, ampak tudi nekaj Hrvatov in tudi nekaj Srbijancev. Bili so torej rudarji, naši stari starši, delali v zelo težkih razmerah, ampak lahko rečem, da so bili naši stari starši dobro sprejeti, ker so dvigovali celotno belgijsko ekonomijo s proizvodnjo črnega premoga in to v zelo težkih razmerah na globočini 1000 do 1200 metrov podzemeljsko. In veliko jih tudi zaradi tega zelo zgodaj umrlo in od bolezni silikoze, to se pravi prah na pljučih, tako da so res po mladih letih že umirali. Druga generacija, ki je se že tam rodila, so prišli torej takoj v flamskih šolah, so se naučili torej nizozemščino, so skoraj vsi odštudirali minimalno srednjo šolo, dokončali in so na vsezadnje bili torej res sprejeti v družbi, flamski, v belgijski družbi. In nam so pa dovolili sploh, da lahko naprej govorimo in obdržimo našo slovensko pesem, besedo in tako naprej. Imeli smo torej že pred drugo svetovno vojno slovensko dopolnilno šolo, slovenske pevskega zbora, tamburaški zbor, dramskega krožka. Po drugi svetovni vojni smo pač že imeli, potem tudi so prišli pač politični begunci, ki so zaradi nasilja komunizma odhajali iz Jugoslavije, so se tudi pri nas naselili in tako da smo res od leta 1948 naprej imeli bolj željo, da bi pristno slovensko društvo ustanovili. Torej jugoslovanska ambasada nam to večkrat pripovedala, torej potem smo pa le preko naših občinskih in provincialnih inštitucijah lahko dosegli, da smo leta 60 ustanovili slovenskega, katoliškega in pevskega društva Slomška. In od tistega časa naprej pa delujemo že dobrih 51 let, v katerem pripevamo, imamo pevski zbor, mešani moški zbor, dopolnilno slovensko šolo za odrasle, prej sploh za mlade. In leta 1972 do približno 1992 smo pa imeli še folklorno skupino. Nažalost smo tudi mi šli s trbuhom za kruhom, te mladi Slovenci tretjega roda, tako da so šli tudi izved Belgije
za poklic dobiti in v Južno Afriko, v Švico, v Nemčijo, v Ameriko. In tudi mi smo se malo zgubili in tako je prišlo, da je naše društvo res že malo ostarelo, ampak še stalno delujemo. Kako pogosto pa prihajate v Slovenijo? No, osebno imam kar dobre vezi do Slovenije. Prvič sem poklicno tudi še malo vodič za Belgijce, Nizozemce in Nemce po Sloveniji, obratno pa večkrat vodim Slovence po Belgiji. Tako da lahko rečem, da sem vsaj en mesec, mesec pa pol na leto tu v Sloveniji in res, kaj smo doživljali od leta 1991 do danes, je prav res majhni čudež v Evropi, kako se je Slovenija razvila, kako je bodočnost in da je dovolj mladih ljudi, ki res hočejo iti naprej. Lahko ponosni smo tudi, da so Slovenci eno od najboljših učenci Evropske unije. In tako da lahko rečem, da res je dober napredek, čeprav je kriza, ampak ni samo tu v Sloveniji, tudi v Belgiji ali na Nizozemskem ali v Nemčiji. Se pravi, posod imamo dovolj teh problemov, če se bomo mi Slovenci skupaj držali in samo skupno, v skupnih močeh nekaj napravili, bomo lahko veliko dosegli. In tako kot je v Evropskem parlamentu gospod Santer rekel, smo majhna država, ampak imamo velike projekte. Naš pevski zbor Anton Martin Slomšek ni samo kvartet, je pravzaprav celotni mešani zbor, ki šteje 28 pevcev. Moški zbor iz tega mešanega, nas je pa še dobrih 12 pevcev. Ampak nažalost zdaj danes pa tudi prvega nismo mogli nastopiti, ker je nekaj zbolelo in zahripanje so tudi, ker že več kot teden smo prebivamo tukaj v Sloveniji. Pevski zbor vadi vsak teden skoraj in napravijo poprečno vsi pevci skupaj 1400 km, če res vse preštejemo, ker prihajajo iz celotne Belgije in tudi nekaj iz Nizozemskega. Naše društvene dejavnosti so pač, da imamo letni sprejem ob novem letu, potem imamo materinski dan, Prešernov dan, tudi 8. februarja praznujemo, letno romanje, tradicionalni piknik konec avgusta, potem vsako drugo soboto meseca oktobra pa obhajamo naš tradicionalni slovenski dan, vseslovenski dan, ki že več kot 52 let, tudi letos bo šlo skozi in to tudi v mestu Maasmechlenu, v katerem tudi stalno dobimo kakšne skupine iz Slovenije, pevske zbore, folkloristi in na vse zadnje lahko rečem, da je tudi naša občina pobrati na Škofjo Loko. Še morda vaša spletna stran? No, naša spletna stran je pa pravzaprav rezultat našega drugega pevovodja, Cvrleta Karleta, je pa na www.slomšek.tk. To je spletna stran, na katerem se lahko točno vidi, kaj delamo, kje posod nastopamo. In ponosni smo, da smo naprimer v zadnjih 3 letih vseh naših parlamentov, od belgijskega, flamskega in tudi še v Evropskem parlamentu nastopili. In nas večkrat vprašajo, kot jesenski zbor smo zelo priljubljeni, ker pojemo samo 4-glasno, včasih še 8-glasno in pri kakšni kapljici z 2 tudi 4-glasno. Še morda nekaj besed našim gledalcem in gledalkam za konec najnega pogovora. No, lahko rečem, ne pozabite na nas, nas izseljencev smo ne samo v Belgiji, tudi na Nizozemskem, v Luksemburgu in posod po svetu in mislim, da smo z dobrim 500 000 izseljencev nekje en ponos in tudi stalno še ambasadorji Republike Slovenije v tujini. Gospod Stane Revinšek, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala vam. Takole, slišali smo gospoda Staneta Revinška. Zanimivo pri njem je, da je Slovenec 3. rodu iz Belgije. Pa bi vas prosila, gospod Kosmur, da nam tale 3. rodu malce bolj natančno razložite. Ja. No, 3. rod so vnuki Slovencev, ki so nekoč prišli.
to so Slovenci, ki nekako doživljajo slovenstvo iz pripovedovanja, ne iz osebnega izkustva. To se pravi vez, ki jo ima druga generacija, tako kot bi rekel bližina prihoda, je ta tretji rod bolj oddaljen in je zelo, zelo zavzet ponavadi, včasih bolj kot drugi rod, ne? Ker ponavadi, ko prvi rod odhaja iz Slovenije, ponavadi je nek razlog, ali pomankanje, ali pa, ne vem, po drugi svetovni vojni preganjanje, ali pa grožnja po življenju, ali kakorkoli. To se pravi, so neki negativni elementi, ki se tudi v tisti borbi za obstanek, ne, prenašajo mogoče, ne. Tukaj so reakcije različne. Nekateri se utopijo in nekateri obstanejo. In te, ko obstajajo, ne, ali pa tudi te, ki navidezno odpovejo, nekako se tudi zgubijo slovenščino kot pogovorni jezik, v vnukih se poraja želja po učenju slovenščina, po vedeti o svojih prednikih, ne. To so tudi generacija, ki je bolj sproščeno vključena v novi svet, ne. To se pravi, oni so domačini, bi rekel suvereni domačini, ponavadi, no in se pol tudi s tole identifikacijo svojih korenin zelo močno vklepajo in so ponosni. Se pravi, tako da to je ena, mi zaznavamo tukaj kot ena močna, bi rekel, generacija Slovencev in to, tako kot Stani Ravinšek, to so potomci rudarjev, ne, iz teh področij Slovenije, iz Hrastnika, iz Sevnice, iz raznih teh ali Jesenic, ne, ki so prišli v prelomnici stoletja, ne, 19-20 stoletje, in ki danes govorijo slovensko, ne. To so fenomenalni pojavi, seveda brez neke posebne prizadevnosti voditeljev ali pretežno duhovniki, ne. Duhovniki so pač celo življenje posvečali tem mladim, ne, in se tukaj vidi taki veliki rezultati. To je tretji rod, bi rekel, ki imajo seveda čist značilnosti kraja, v katerem so rasli, bistveno močnejši tudi navade, ki včasih nas presenečajo lahko, ne. V pozitivnem, negativnem, ampak pozitivnem v smislu, da je to, bi rekel, nadaljevanje neke pripadnosti, ne. Zanimivo je to v bistvu, da se že rodijo v tuji državi z njihovim jezikom, ampak vseeno odlično obvladajo slovenski jezik. Ja, ne, to je posebno ovrednotenje, ne. To se pravi, kljub temu, da tudi starši rojeni že na tujini, ne, in v svetu, ki je tako, ne, izseljensko pride v nov svet, posebno v prejšnjih letih, ne. To so bili ljudje, ki so iz potrebe mogli iti v svet, ne, in so se borili res za preživetje, ne. Niso bili neki uveljavljeni ljudje na začetku, ne. Danes to izseljevanje, ki so pač izobraženi mladi, to je, bi rekel, imajo neko podlago, ne, za eno bolj, bi rekel, razvejeno življenje, ne. In zdaj tukaj bomo ta proces mogli spremljati in zaključki bodo poznejši, ne. So pa ponavadi tako, da po nekih letih tako intenzivnega vključevanja v delo, pretežno v delo in mogoče tudi študij, se pol po nekaj letih čutijo tudi potrebo, da se pridružuje obstoječim strukturam, ne. Kjer pa se vključujejo na različni način, odvisno tudi fleksibilnosti teh, bi rekel, obstoječih društev, ne, ki imajo čisto drugo podlago, ali pa ustanavljanje novih povezovanj. Tako da tukaj je ta izseljenski svet zelo, zelo pester, ne, in bo tudi predmet
razgovorov in tudi pač spremljanja, ne. Letos obeležujemo 20 let osamosvojitve Slovenije. To je velik dogodek za vse nas. Nekateri se seveda tega še premalo zavedajo. Se morda spomnite kakšnega pomembnega delčka takrat? Kaj se vam je vtisnilo v spomin? Ja, kot rečeno, 1. julija sva z ženo potovala iz Argentine v Slovenijo z načrtom, da bomo 3 mesece izpopolnjevali slovenski jezik in mogoče malo tudi o etnologiji. Mene je zelo zanimalo to področje, malo zgodovine. In seveda zaradi vojne to ni bilo mogoče. Če govorimo o spominih, to se pravi, ko smo mi prihajali, to se pravi, meje so bile zaprte in smo prva 2 meseca živeli v Celovcu. Tisti čas, to se pravi, ta slovenska središča, Modestov dom tiskrat, je bilo nekako en center, kamor so prihajali begunci tudi iz Slovenije. To se pravi, dosti slučajev, kjer so možje pošiljali žene z otroci in za katere so skrbeli te naši zamejski Slovenci, tudi zbirali sredstva. To je bila tudi akcija po vseh evropskih državah in tudi iz Kanade tiskrat, da so pomagali zdrževati pač te družine tiskrat. To je bilo prvi tak šok, bi rekel nekako, v teh dogodkih. Drugi dogodek je bil pa zame fenomenalen, ne. To se pravi, jaz sem otrok, oziroma moji starši so odšli leta 1945, tako rekoč, za preživetje, to se pravi, mama iz Teharja kot mladoletna, oče kot pač pravnik in tudi pač del te stvarnosti med vojno, to se pravi tudi kot pravnik v domobranskem štabu. In ta prvi kontakt s Slovenijo je bil, ko smo po mesecu dni je bilo to, je en od fantov iz Kamnika rekel, pejmo v Slovenijo, bo žur. To je bilo tiskrat, ko so, točno ne vem, kater dogodek, to je bilo tiskrat, ko so brionski dogovori bili še, češ, da tukaj bo pač se umaknila armija. To je bilo nekako tako in da naj bi bilo to v Kamniku siguren bo nekaj dogajanja. No, ko smo mi zvečer prečkali mejo na Ljubelu, je bilo zelo hladno in smo mi z nekim avtomobilom, ki je imel odprto vzadaj, smo se ustavili in zapirali. V tistem, to se pravi, ni bilo minuta, so se pojavili z vseh grmov naši teritorialci, ne, z basukam, z mitraljezi, ne, to je bilo tako, ne, kaj zdaj. No in seveda, mal smo bolj na mir stali, ne, da ne bi bilo kaj šempok, ne, no in se pol pojavi tisti, ki je bil pač komanda te skupine, ne, je rekel, dobro, kaj delate zdaj tukaj, ne, smo rekli, nič, smo šli praznovati, ne, no in vpraša, a prenašate kakšno orožje, kaj, ne, ne, smo rekli, ne, nič, ja, da vas ni sram, ne, pojdite, ne, tako, tisto srečanje je bilo tako, čist uživo, ne, kot del tistih dogodkov, no, pol, seveda v tistem času so bile še vse barikade, ne, v vseh mestih, posebno v Ljubljani. Vas je bilo kaj strah tega, mislim? Poglejte. Znašli ste se v bistvu, čeprav v domovini, lahko rečem, ampak vam je bilo vse tuje, ne? In potem no, meni je bilo to kot neka simbolika, ne? Saj mi smo bili malo tako, neka simbolika, ne? To so prav, moji starši z vojno odhajali, z vojno prihajamo, ne? Nekako je bilo to, ne, tak poseben čas, ne? Tudi ta odločnost tistega časa, ne? To je bilo, bi rekel, neobičajno, ne? Bi rekel,
težka zgodovina Slovencev, saj to moramo priznati, ne? Ni bilo z rožcem postlano, zmeri nek tuji gospodar. Tako da, ne, to je bilo, ne, strahu ni bilo, ne. Seveda, ko pa prideš na novo, nisi čist doma, ne. Nimaš enega kraja, kjer bi rekel, sem doma, ne. Je takole, od tega je minilo že 20 let. Tako, 20 let. Kaj pa pričakujete recimo v naslednjih 20 letih od vašega društva, od države? Kaj mislite, kaj se bo kaj spremenilo na bolje ali bomo nekje stagnirali? Ja, jaz sem prepričan, da bo prevladala ena, to se pravi ta delitev, ki nas spremlja toliko desetletij. Ko nekdo reče belo, bo drug nujno rekel črno, ne. To je dejansko za zunanjega opazovalca mogoče nerazumljivo, ampak je del naše realnosti. Jaz sem prepričan, da bo prevladala, bi rekel, ta pamet, ki nas je spremljala vedno. To se pravi neka tudi pragmatična drža, da bomo zaznali, kaj dejansko je dobro za nas vse, ne. To se pravi, da lahko začnemo gledati pač sorojaka, ne, kot bi rekel dodatek naše bodočnosti, ne, in da bi tudi začeli tudi iz tega vidika drugače graditi, ne. Seveda, to je zdaj teorija, ki vidimo 20 let je tukaj zelo, bi rekel, ciklično na videz povratek, ampak povratka jaz mislim tukaj ni, ne. To zaprav izkustvo tudi mladega roda, ne, da tudi vidi tudi drugo realnost, ne, bo peljalo, da bomo mi končno tudi eno normalnost doživeli, ne. Tako da, ampak to je naša Slovenija, to smo pač v tem času postavljeni in bomo pač skušali narediti, ne, tisto, kar bo potrebno, ne. Gospod Boštjan Kocmur, najlepša hvala vam, da ste se udeležili najinega pogovora. Drage gledalke in cenjeni gledalci krščanske televizije Exodus, z vami sva torej bila Daniela Melani Matjaž in gospod Boštjan Kocmur, generalni sekretar Društva Slovencev v svetu. Hvala še enkrat in lepo se imejte še naprej. Enako, hvala Srečno. lepa.